Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno, to je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega pa se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi požene algoritem, da priporoča drugim ljudem, da si ogledajo video. Danes je sreda, 8. juli in imamo ponovno kar zanimive novice. Ethereum se je namreč približal meji 2000. No, nismo še prišli do tam, prišli smo do tam nekje 1800, ampak smo pa vse bližji in bomo videli, če bo slučajno zdaj šel še dlje. Zdaj, glede na tehnično analizo, trenutno delamo dvojno dno. Smo na neckline meji in spremljamo, če bomo slučajno prebili. Bomo še dodatno pogledali v tem videu, tako da če slučajno spremljate preko shortov ali preko TikToka in vas to zanima, si le oglejte tudi celotni video. No, Ethereum je seveda nadaljeval okrevanje in se ponovno približal meji $2000. K rasti je prispevalo več dejavnikov, med njimi tudi podjetje Bitmain, ki je napovedalo nove nakupe Ethereuma kot del svoje dolgoročne strategije upravljanja rezerv. Dodatno zanimanje vlagateljev je vzbudila tudi odločitev Robinhooda, da razširi svoj razvoj, svoje rešitve druge plasti oziroma Layer 2 na omrežju Ethereum. Analitiki menijo, da vse več podjetij prepoznava Ethereum kot ključno infrastrukturo za prihodnost tokenizacije, decentraliziranih financ in digitalnih plačil. Če se bo institucionalno povpraševanje nadaljevalo, bi lahko Ethereum v prihodnjih tednih ponovno preizkusil pomembne odporne ravni nad $2000. No, to bomo vsekakor spremljali. Pojdimo naprej, tukaj je tudi ena velika novica. Vanguard. Velik preobrat se dogaja tudi pri investicijskem velikanu Vanguard, ki je dolga leta veljal za enega največjih skeptikov do kriptovalut. Podjetje je zdaj objavilo razpis za vodjo oddelka za digitalna sredstva, kar številni razumejo kot znak, da želi tudi Vanguard resneje vstopiti na področje blockchain tehnologije in tokeniziranih finančnih produktov. Čeprav družba še vedno ni napovedala podpore neposrednemu trgovanju s kriptovalutami, analitiki ocenjujejo, da gre za pomemben premik v razmišljanju enega največjih upravljavcev premoženja na svetu. Po BlackRocku, Fidelityju in drugih finančnih velikanih tudi Vanguard očitno ne želi ostati ob strani pri razvoju digitalnih financ. Pojdimo zdaj še malo v Evropo. Zdaj, evropski regulator ESMA zaostruje nadzor nad napovednimi trgi, zaradi česar sta se pod dodatnim pritiskom znašli platformi Polymarket in Kalshi. Regulator opozarja, da bi lahko nekatere pogodbe, s katerimi uporabniki stavijo na izid političnih, športnih ali gospodarskih dogodkov, sodile pod strožja pravila finančne zakonodaje. Če bo ESMA sprejela ostrejšo razlago, bi morale nekatere platforme pridobiti dodatna dovoljenja ali pa omejiti dostop evropskim uporabnikom. Dogajanje kaže, da evropski regulatorji vse bolj širijo nadzor tudi na nove oblike digitalnih trgov, ki so v zadnjih letih postale izjemno priljubljene. Kaj pa vi mislite o tem, a slučajno uporabljate Polymarket ali Kalshi, kar komentirajte spodaj pod videom. Potem imamo mi tukaj še eno novico. Nažalost, Bitcoin se je znašel pod novimi pritiski zaradi ponovnega
zaostrovanja odnosov med Združenimi državami in Iranom. Geopolitična negotovost je povzročila rast cen nafte, kar je povečalo previdnost vlagateljev tudi na finančnih trgih. Analitiki opozarjajo, da se v obdobjih povečanih geopolitičnih napetosti kapital pogosto seli v bolj tradicionalna varna sredstva, medtem ko bolj tvegane naložbe, kot so kriptovalute, začasno izgubijo zagon. Kljub temu številni dolgoročni vlagatelji poudarjajo, da so podobni dogodki v preteklosti pogosto povzročili le kratkotrajno volatilnost in da bo smer Bitcoina tudi v prihodnje predvsem odvisna od makroekonomskih razmer ter povpraševanja institucionalnih vlagateljev. Ja, to tudi jaz sam zadnje čase opažam. Vse manj vpliva imajo ti dogodki na kriptovalute. Bomo pa videli v bližnji prihodnosti. Tukaj imamo še eno zelo zanimivo zgodbo. Pisal mi je namreč uporabnik Kornilov, ki je poskušal narediti depozit na menjalnico Bybit in je bil njegov račun blokiran. Zdaj, kaj se je dogajalo tukaj za kripto nakazilo, nekaj čez 900 USDC, iz menjalnice HTX na Bybit.eu je bil njegov račun blokiran za obdobje 10 dni. V tem času ni mogel uporabljati kartice, trgovanja, vse odprte pozicije so bile preklicane, svojih obstoječih sredstev na Bybit.eu ni mogel preusmeriti drugam in zahtevali so različne dokumente, naprimer bančne izpiske plus posnetke zaslona, s katerimi je dokazoval izvor sredstev pod Bitcoina iz njegovega ledgerja z edinim depozitom na HTX, menjavo v 2 prodajah in tako naprej. Zdaj, k sreči, zadeva se je zaključila. Tukaj tudi kaže, da je moral potem plačati 30 USDC-jev za celoten proces. No in potem je bil njegov račun le odblokiran. Zdaj, kaj se je tukaj očitno dogajalo? Očitno menjalnice so pod vse strožjim nadzorom, to pomeni, da morajo preverjati tudi prilive. In tukaj je po mojem ta glavni krivec menjalnica HTX, ki ima že kar nekaj obtožb, naj bi bila baje celo prepovedana v Združenem kraljestvu. Obeta se ji prepoved tudi tukaj v Evropski uniji in ni dobila mica. Naj bi imela tudi kar tako resne obtožbe, kar se tiče Rusije. In menjalnice morajo pač preverjati izvor denarja in seveda, čim pride denar iz kakšne take malo bolj shady menjalnice, potem lahko pride do tega procesa. In v bistvu to zdaj skupaj s Kornilovom objavljava kot opozorilo, da prosim, glejte, kam vi nakazujete svoj denar, na katero menjalnico. Ogromno objav jaz vidim po socialnih omrežjih, kjer se išče menjalnica, kjer so pač najnižji fiji, kar se mi zdi popolni nesmisel. Iskati je treba menjalnico, kjer je vaš denar najbolj siguren. In zato je pač treba tudi plačati določeno ceno. In to ne bi smel biti problem, zaradi tega, ker se gre tukaj za vaš denar. Tako da to naj bo v bistvu kot v opozorilo. Lahko je na začetku čisto vse fino, fajn, ampak imate potem lahko kasneje tudi težave. In vprašanje je tudi, kaj se bo dogajalo z Binanceom zdaj v prihodnosti. Ogromno ljudi to čisto preveč na lahko jemlje. Zdaj, slučajno, če pa iščete kakšno bolj sigurno menjalnico, sem pa sklenil tukaj tudi partnerstvo z OKX, ki je v bistvu prva menjalnica v Evropski uniji z največ mica
licencami, tako da ta je resnično sigurna in če bi morda prenesli svoje sredstva, seveda, ta najbolj glavno je self-custody, torej na lastnih denarnicah, ampak če slučajno še vedno želite prenesti na kakšno menjalnico, je tale res najbolj sigurna in povezave do nje najdete spodaj v opisu in pripetem komentarju in če uporabite spodnjo povezavo, lahko pridobite tudi do 200 € nagrade dobrodošlice. Tako, toliko o tem za danes. Pojdimo mi zdaj počasi na tehnične analize, da vidimo, kaj se kaj tukaj dogaja. Seveda, če vam je vse to všeč, se priporočam za kakšen všeček. Pa tudi ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. Pa ne pozabiti tudi komentirati spodaj, se je morda tudi vam kaj takega pripetilo, kot se je Kornilovu, kar delite spodaj. Poleg tega pa me zanima tudi vaše mnenje, kar se tiče tehničnih analiz. Zelo rad tudi podebatiram z vami, zelo zanimive debate se delajo spodaj pod komentarji. Ok, dovolj o tem, pojdimo zdaj na tehnično analizo. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval in pa tukaj 4-urni časovni interval. Poglejmo najprej 15-minutnega, če se kaj zanimivega dogaja. Trenutno nič kaj takega zanimivega. Tukaj imamo eno izredno grdo cikcakasto strukturo in bomo videli mi zdaj, kako, na kakšen način bomo mi prišli ven iz nje. Likvidnosti so vse povsod, tukaj zgoraj imamo eno na tam nekje okoli 65 000 in pa seveda tudi tukaj spodaj na okoli 61 000, pa seveda tudi še naprej dol na okoli 60 000, kar bomo tudi videli kasneje, kar se tiče likvidnostnih območij. Tako da, kar se tiče 15-minutnega časovnega intervala, je meni osebno vsa ta skupna situacija kar precej nezanimiva. Poglejmo zdaj 4-urni časovni interval. Tukaj smo opozorili na tale padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Mi smo prebili zdaj njegovo zgornjo mejo in zdaj je vprašanje, ali bomo mi zdaj tukaj od tele meje 64-65 000 zavrnjeni in ali bomo mi šli testirati tole zgornjo mejo kot podporo. To bi bil naš potem bikovski scenarij, kjer bi dobili odboj in rastli naprej gor. Lahko bi prišli ponovno vse dol do 60 000, tako da to bo treba paziti, glede na tole mejo. Od tukaj bi biki potem morali narediti odboj, da vidimo nadaljevanje rasti. Seveda slabo bi pa bilo, če mi tole prebijemo. V tem primeru bi lahko padali naprej dol. Seveda meje, ki smo jih omenjali, se vrtijo na tam nekje okoli 55, tudi 50 000. Kaj se je dogajalo v tem zadnjem času? Mi smo imeli tole medvedjo divergenco. Imeli smo kar 3 vrhove, kot lahko vidite. En vrh, potem višji vrh, pa še en višji vrh, kar se tiče gibanja cene. In potem RSI je tukaj delal vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. In potem kaj se je še zgodilo? Naredili gibanje cene, je naredilo nižji vrh in seveda podobno tudi tukaj RSI. Tako da bomo zdaj videli, glavna podpora bi bila zdaj nekje tukaj, na okoli 62 600. Če mi tole zdaj izgubimo, potem lahko padamo naprej dol in seveda, kar bo treba spremljati, bo tale zgornja meja tegale padajočega klina, ki bi jo potem sigurno šli tudi testirati. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja. Tukaj imamo kar en sendvič
imamo tukaj zgoraj ogromno likvidnosti od ljudi, ki so stavili na padec. In tale njihova meja je na tam nekje 66 tisoč, ampak zdaj v zadnjem času smo začeli pobirati likvidnosti od ljudi, ki so stavili na rast. Tukaj ta prva meja je bila že pobrana na okoli 62 600. In potem imamo naslednje tukaj 61 100 in pa 60 500, tako da ja, obstaja verjetnost, da bi mi lahko spet šli testirati tole mejo 60 000. Poglejmo še malo odlje, dajmo na 2 tedna, da vidimo, če mi bo dalo. Aha, ok. Torej, tukaj imamo zdaj graf za 2 tedna, pobrali smo ogromno likvidnosti zgoraj in tukaj so se začele nabirati dolge pozicije. Ja, spet je tukaj tale meja 60 000, 60 700 in potem imamo še spodaj tukaj tole mejo na okoli 57 000, tako da bomo videli zdaj, ali bomo mi šli tole pobirati. Zaenkrat, ja, bi bile kar možnosti, da bi mi lahko šli tole pobirati. Meni ta struktura tukaj resnično ni všeč, čisto taka grda je, cikcakasta, tako da to bi lahko delovalo medvedje. Kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, Bitcoin v zadnjem času je kar precej nevtralen. Tukaj točno na tem vrhu so se začele nabirati kratke pozicije, tako da lahko bi šli še tole pobirati pred kakšnim večjim padcem naprej. Bomo pa videli. Zaenkrat je situacija zelo nesigurna, kar se tiče trga, tako da bo vsekakor treba spremljati naprej. Poglejmo zdaj še Ethereum. Tukaj imamo tale 15-minutni časovni interval. In mi smo včeraj izpostavili tole trend linijo, ki se vleče zdaj vse od 25. junija. Zabili smo se vanjo, biki so se zabili vanjo že večkrat in potem so jo končno osvojili. In kaj se je potem dogajalo? Tukaj smo se je enkrat dotaknili in zdaj ponovno, včeraj, danes, in po mojem smo jo mi zdaj tukaj izgubili. Malo preveč časa se zadržujemo mi zdaj spodaj pod njo, še vedno pa lahko pride en sunek za naprej gor. Ogromno je dolgih pozicij, kar se tiče Ethereuma, tako da kaj smo bili tukaj? Tukaj na tem dnu je bilo kar precej dolgih pozicij in tole likvidnost smo mi tudi zdaj šli pobirati. To smo označevali včeraj. Potem poglejmo tukaj točno na tem vrhu je ogromno ljudi stavilo na padec. To imamo 1815, tam nekje. Ja, mešano je vse skupaj in tudi tukaj je bilo kar nekaj pozicij oziroma stav na rast. Tako da, ja, zelo mešana situacija. Tukaj tole je zdaj ta glavno, kar v bistvu mi spremljamo na 4-urnem časovnem intervalu. Mi delamo zdaj tole dvojno dno. Znašli smo se točno na tej neckline meji, na okoli 1800 in mi zdaj tukaj cikcakamo in se zadržujemo na tej meji. Kaj bi se zdaj tukaj lahko zgodilo? Naše scenarije smo že označili, torej imamo preboj tele meje, zrastemo in potem jo gremo testirati kot podporo, dobimo odboj in rastemo naprej. To bi lahko bil vzorec preobrata za Ethereum, ampak če mi tole prebijemo in potem gremo testirati kot podporo in jo izgubimo, potem v tem primeru so lahko biki zelo kruto kaznovani. Tako da to bo treba spremljati. Ta scenarij, ta medvedji scenarij smo mi videli v tem
medvedjem trgu že kar nekajkrat. Tako da vedno je treba paziti tole neckline mejo. In seveda še tretji scenarij, da smo mi kar zavrnjeni od te meje in gremo pobirati tole veliko likvidnost na okoli 1530. Zaenkrat, dokler ne prebijemo mi tele meje, je situacija nesigurna. Ob preboju, pa dajmo izmeriti, kam bi mi lahko šli ob preboju. Tako, samo približno, če mi zdaj prebijemo, bi mi lahko šli pobirati tole likvidnost tukaj zgoraj, ki jo imamo označeno že kar nekaj časa, na okoli 2060, tako da to bi znalo biti zelo zanimivo. Zaenkrat moram reči, ja, se sicer tukaj zadržujemo na tej neckline meji, 1800 tam nekje, ampak moram reči, da so biki kar vztrajni, tako da bo treba spremljati, če bomo mi slučajno zdaj tole prebili. Poglejmo še RSI. Možnost je tukaj, da mi naredimo eno skrito bikovsko divergenco. Nismo še tam, bo pa treba vsekakor spremljati. Je pa v zadnjem času tukaj na 4-urnem časovnem intervalu kar precej dolgih pozicij. Bomo videli, če bodo ti ljudje v kratkem kaznovani. Obljubil sem še Litecoin. Pozabljeni Litecoin, kaj se kaj dogaja z njim. Enkrat prej smo ga že gledali, izpostavili, to imamo dnevni časovni interval. Tukaj tale bikovski scenarij se ni išel se je tale naš medvedji scenarij, ker smo prišli do tele podpore, ki je segala vse od 54 pa do tam nekje 73. Mi smo tole podporo izgubili in smo šli še nižje in zdaj se zadevamo tele podpore tukaj na okoli $40. Zdaj je vprašanje, mi se tukaj kar zadržujemo, to bi lahko bilo zelo zanimivo. Imamo vrh in pa nekje vrh na isti višini, medtem ko tukaj pa delamo dno in pa nižje dno, kar se tiče RSI-ja, bikovska divergenca. Torej, dno, nižje dno, medtem ko RSI je naredil dno in pa višje dno. Ampak, treba je zdaj paziti, imamo tudi skrito medvedjo divergenco. Vrh, višji vrh, medtem ko tukaj, kot smo označili, je pa vrh in pa vrh na nekje isti višini. Prej smo imeli padec, kar bi lahko namigovalo na nadaljevanje padanja. In v tem primeru bi to lahko tudi pomenilo, da bi mi izgubili tole mejo na okoli $40. Je pa v zadnjem času Litecoin ni doživel, mislim sicer je doživel neko rast, ampak ko pogledamo takole oddaleč, je v tem ta zadnjem ciklu, v tem ta zadnjem bikovskem ciklu kar malo razočaral, tukaj je naredil kot neke vrste dvojni vrh, ampak ja, tudi vsak drugi altcoin je naredil podobno strukturo, v bistvu kot neke vrste konsolidacijo tukaj v stran. Tukaj smo imeli te velike rasti leta 2021 in v ta zadnjem bikovskem ciklu ni bilo potem nič od tega, kot vsak altcoin. Kaj je zdaj tukaj zelo pomembno? Zelo pomembna je tale meja na okoli 40. Zdaj, če bi mi slučajno tole izgubili, imamo tukaj še eno mejo na okoli 25,26, tako da če bi mi tole izgubili, bi lahko šli še tole testirati naprej. Ampak zaenkrat moramo enostavno videti, kaj se dogaja tukaj na tej podpori. Tudi tukaj imamo eno bikovsko divergenco.
kar se tiče Litecoina. Imamo dno in nižje dno, medtem ko tukaj RSI je naredil dno in pa dno na nekje isti višini. Tako da, ja, zelo nesigurna situacija, sploh kar se altcoinov tiče, dokler se Bitcoin ne bo kaj dosti izbudil. In pa predvsem Ethereum, jaz ne pričakujem kaj večjega za altcoine. Bom pa naredil kakšen poseben video, kar se tiče altcoinov. So kar zanimivi grafi tam, ki bi se jih splačalo spremljati. Tako da, ja, glavne meje tukaj za spremljati $40. Če gremo mi slučajno gor, je potem tukaj tudi tale meja na okoli $60, ki bi jo lahko šli testirati. Bo pa vsekakor tole še za spremljati. Trenutno je malo mrtev, ampak se zna še kar zanimivo razples tole. Tukaj, na primer, je bilo kar precej dolgih pozicij ob tej zadnji rasti. Kdaj je bilo tole? Maja. Tukaj se je nabralo kar precej dolgih pozicij in to na dnevnem časovnem intervalu, lahko vidimo tukaj. In seveda so bili ti ljudje kar precej kaznovani, zdaj v zadnjem času pa je kar precej nevtralen, tukaj kar precej kratkih pozicij in seveda stop losse imajo nekje nad mejo $45. Bomo videli, če bomo mi zdaj šli tole pobirati. In seveda, če bomo prebili tole mejo 45, v tem primeru bi se lahko izvedlo nadaljevanje rasti, vse tam nekje do 62. Ampak, kot sem rekel, trenutno je zelo nesigurno. Treba je spremljati Bitcoin hkrati in pa predvsem tudi Ethereum, ki bi lahko nekako začel kakšno altcoin sezono. Trenutno ima dvojno dno. Bomo videli, kako se bo tole zdaj izvršilo. Ok, to bi bilo tudi vse za danes. Vsekakor se priporočam za kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. In pa, če se mi želite pridružiti v živo, so povezave na moj Patreon spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej. Imejte se fajn in se ponovno vidimo jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.